če se gibamo, da če nismo v stresu zaradi gneče v prometu, če niso mestne ulice obremenjene s preveč prometa, da je življenje v takem mestu zdravo, prijetno in da smo zato lahko srečni. The active modes are better for the overall system because they don't have only a transport issue, they are also very important for the public health system because we have really a problem with inactive people. So people who don't move anymore this half an hour a day, which is suggested by the World Health Organization. And if people would walk more or cycle more for normal trips to shopping, to work and so, it would be a big health benefit for the entire population. Ministrstvo za infrastrukturo je prav zaradi tega dejstva na kongres Aktivna mobilnost osrečuje povabilo tudi predstavnika Ministrstva za zdravje. Opremili so jih recimo tudi z raziskavo, da telesne aktivnosti v prometu izboljšujejo celo posteljne aktivnosti. Pa ne samo to. It's also good for your brain, for the memory and for the brain activity. Reduces heart diseases, all these things, the overall mortality rate. Some are afraid that if they are outside, breathing the air, it's better than if they go to the gym or somewhere. It depends how long you are active in polluted air. So it's maybe for cycling couriers a problem to be all the day in polluted air. But if you are less than 300 minutes in polluted air and you are active, then you have a positive. Okay, that's good to know. Problematika je seveda zelo aktualna, stara komaj kakih četrt stoletja. Še leta 1992 92% otrok, ko govorimo o osnovnih šolah, se odpravilo od doma v šolo peš ali pa v bistvu s kolesom. Se pravi, tako kot danes rečemo, aktivno mobilno. Medtem ko je danes ta odstotek tam nekje okrog 30. Za nastalo situacijo je gotovo krivo tudi dejstvo, da je promet na današnjih cestah gostejši, torej bolj nevaren. A gotovo to ni edini razlog. Mi vidimo, da je v bistvu ena glavnih ovir za aktivno trajnostno mobilnost kultura mobilnosti. Smo nekako sprijaznjeni s tem ali pa nam je udobno, da se od točke A do točke B pripeljemo z avtomobilom. A da ne bo nesporazuma, tokratni kongres ni protest proti uporabi avtomobila. Tle je treba govoriti o zlorabi avtomobila. Avto je lahko zelo koristen, vendar mi smo ga začeli zlorabljati. To, da se usedeš v avto in se zapereš 3 metre do trgovine, je res grozno. In tukaj mislim, da moramo narediti v bistvu glavno spremembo, da pokažemo, da je trajnostna mobilnost, uporabljam izraz cool, da je fajn, da je prijetna, da je dobra pravzaprav za nas, ko bodo ljudje začeli uporabljati trajnostno mobilnost ne zaradi prisile, ampak zaradi želje. I think it will not work to do only, let's say, motivational things. To so kompleksne zadeve. Tu ne moreš pristopati k reševanju problemov kot nek strogi prometnik, kot nek strogi prostorski načrtovalec, ki ureja prostor, ampak moraš gledati zadevo širše. Človek je eno kompleksno družbeno bitje, ki se ne bo spremenilo, če mu za to ne boš ustvaril dobrih pogojev. In moramo razumeti tudi ta družbeni vidik, socialni vidik, vključevanje vseh ciljnih skupin v družbo. Tle so recimo otroci, mladostniki, ki avta ne vozijo. Tu so starostniki, ki ga ne smejo, ne morejo več voziti. Tu so ljudje, ki zaradi raznih razlogov avta ne morejo imeti. Tako da mi moramo gledati na družbo kot celoto, ponuditi družbi kot celoti in v tej fazi potem vključevati tudi tiste, ki si avto lahko privoščijo, vendar jim ga pač smiselno omejiti. In čeprav smo tudi Slovenci zgled tujim mestom, recimo Slovensko cesto v Ljubljani, pa smo pri spodbudah k aktivni mobilnosti še precej zadaj. K sreči so najbolj smiselne, se pravi najbolj spravne, kompromisne, torej tudi najcenejše in najbolj realistične rešitve pogosto tiste, ki avtov ne izganjajo. Eno takšnih možnosti je nedavno uzakonila tudi slovenska vlada. To je tako imenovani skupni prostor, to je prostor, kjer bomo lahko s prometno ureditvijo omogočili nekakšno enakopravnejše sobivanje tako pešcev, kolesarjev, kot tudi seveda avtomobilov, vendar avtomobili tukaj v tem primeru ne bodo imeli prednosti, ampak bodo
najmanj enakopravni, če ne celo podrejeni udeleženci v prometu. Mislim, da so občine pravzaprav že zelo težko čakale na to možnost, na to novost, tako da pričakujemo, da se bodo te ureditve v praksi začele relativno hitro izvajati. Primerov dobre prakse je veliko. There are really advanced cities. They do it already since 20 years to promote cycling and walking. One of these cities is Freiburg in Germany, near the French border. And they have more than 50% of all trips done by walking and cycling. V omenjenem Freiburgu se recimo otroci lahko igrajo kar na 180 ulicah. V danskem Odensu so celo recimo otrokom na ceste narisali šahovnice. V italijanskem Bolcanu recimo avtomobile časovno omejujejo, takrat, ko otroci hodijo v šolo. Marsikje k kolesarjenju vabijo prek podjetij, zaposleni, ki kolesarijo v službo, imajo recimo določene ugodnosti. Odlično poanto pa so dali tudi naši Novomeščani. Z denarjem za urejanje prometne situacije so postavili pump track, poligon za kolesarje. Mi menimo, da se bodo otroci na tem pump tracku naučili ali pa osvojili neke osnovne veščine, pravzaprav nekega dinamične uporabe koles, ne bojo se bali v bistvu koles in bodo videli v bistvu, da se da s kolesom početi pravzaprav marsikaj in ne v nekem slabem smislu, ampak v nekem pozitivnem smislu tudi prenesli te svoje veščine pravzaprav tudi v promet. Tako kot voznika rabimo tudi v bistvu izobraženega ali pa sposobnega kolesarja. In potem lahko pričakujemo, da bodo čez 10-15 let tudi odrasli uporabniki trajnostne mobilnosti. Seveda se ne smemo slepiti, da je aktivna mobilnost rešitev za vse slovenske prometne zagate. Mi imamo samo majhna in srednje velika mesta, ki so v večini primerov zelo dobro dostopna peš ali s kolesom. Zato je smiselno tema dvema transportnima načinoma dajati poudarek. Za dnevno mobilnost iz periferije v mesta pa je treba zagotoviti seveda dober javni prevoz, prestopne točke, kot so recimo park and ride, prestop na javno kolo, dobre površine za pešce, od koder se lahko prijetno pride recimo skozi park, narediš že prijetno s koristnim, medtem ko hodiš v službo. Županom slovenskih mest torej velja napotek številka 1. Vlagajte v javni prevoz, ki vas bo čim bolje povezal z drugimi kraji, mestna jedra pa prilagodite po zgledu najbolj aktivno mobilnih mest.